Zdravo. Zdravo, zdravo. Živijo, Živijo, Jernej. Jakob. Živijo. živijo, Aleš, Žana. živijo. Jakob. Mene pa zanima, kako nastane hiša. No, danes bomo pogledali, kako nastane hiša. In ker smo na gradbišču, moramo najprej poskrbeti za varnost, tako da so čelade za vaju. Evo, izvoli. No, danes smo pred hišo, ki je v približno četrti gradbeni fazi, tako kot temu rečemo. Kot vidite, že stoji, pokrita je za streho, okna so vgrajena, ampak še vedno vidimo zidake, beton in vse te stvari, ki se vidijo na prvi pogled, ko pridemo. Če je to četrta faza, katera pa je zadnja? Zadnja je peta gradbena faza. To pomeni tudi, ko je že fasada končana, ko imamo zaključeno vse, ko je groba okolica urejena, tako da se lahko potem investitor, to je v tem primeru Aleš, vseli za svojo družino, s svojimi otroci in se preselijo potem v hišo in začnejo v njej živeti. Koliko časa pa že gradite to hišo? Hiša se gradi slabo leto. Začeli smo počasi z izkopi, potem z betoniranjem temeljne plošče, gradnjo zidov, tako da počasi kakšno leto, ja. Kaj pa to pomeni investitor? Investitor pomeni oseba, ki v bistvu gradi hišo, ki investira v ta projekt. V tem primeru sem to jaz in pač moja žena. A to pomeni, da boste vi tukaj živeli? Ja, seveda. Tukaj bomo živeli jaz, moja žena in vsi otroci. Potem prije še okoli hiše bomo še postavili v prihodnji fazi še garažo, vrt in kompletno okolico. Kako bo pa izgledala okolica, ko bo še vse narejeno pa končano? V tem delu bo terasa, kjer bodo lahko poleti sedeli. Celotna okolica bo pa dvignjena, to, kar bo črno, bo vse zasuto in v tem delu za nami bo pa trava. Tako da bodo imeli vam poglede na zeleno, bo pa vse skupaj v teren bo višji od tu, kjer smo mi, za skoraj 1 meter. Kako načrtujete velikost prostora? Najbolj pomembno je, da najprej poslušamo investitorja, kakšne so njegove želje, kaj on potrebuje, potem pogledamo, kakšen je teren in pa kaj dovoljuje prostorski akt. In potem se lotimo načrtovanja hiše, pripravimo prostore takšne, da bodo ustrezali temu, kar si želi investitor in pa da je, bom rekel, skladno z prostorom in da omogoča, bom rekel, čim lepše in čim boljše življenje. Kdo od vaju je pa narisal načrte? Načrte nariše arhitekt, to je naše podjetje. S tem narišemo načrte na ta način, da poslušamo, kaj si stranka želi in potem njihove želje prilagodimo temu in jih spravimo na papir. No, tu lahko pogledamo še načrte, da si malo bolj predstavljate, kako bo ta prostor izgledal. Mi smo prišli mimo teh stopnic in zdaj smo tukaj na sredini prostora in tukaj vidite je miza. Ja, tukaj bo kuhinja, lahko vidimo tukaj bodo pa kavč in pa, bom rekel, televizija od zadaj, da lahko gledate tako. Koliko časa pa rešite en tak načrt? Tak načrt z vsemi temi detalji lahko traja tudi več mesecev, da se sliši. Najprej kar dolgo traja to, da se pogovorimo z investitorji, kakšne imajo želje in da potem pri nas pregledamo, katere so tiste prave ideje za investitorja. Tako da ja, kar več mesecev. Na kakšno šolo pa moraš iti, da postaneš arhitekt? To greš pa na Univerzo za arhitekturo v Ljubljani ali pa v Mariboru. Ta hiša bo imela več nadstropij? Ta hiša bo imela 2 etaže. Bo imela pritlično etažo, v kateri smo zdaj, in pa še eno nadstropje, kjer bodo pa otroške sobe. In če smo si prej pogledali pritličje, se bomo zdaj pogledali na davici še nadstropje. Tu pridemo po stopnicah gor in vidimo, da imajo v zgornji etaži, torej v nadstropju, so pa otroške sobe in pa galerije. Kaj pa to? No, to je miza, kjer se bodo jedli zajtrki. To je del kuhinjskega pulta. Tukaj imamo kuhališče, pomivalnik, hladilnik, pečica in mikrovalona. Koliko sob pa bo? Na začetku so bile predvidene 3 sobe, potem pa, ker je naš investitor dobil še enega otroka, smo mogli narediti še 1 sobo, tako da bodo 4 sobe. Koliko časa je pa še danes do selitve? Jaz ocenjujem, da nekje 4 do 5 mesecev in mislim, da bi se lahko preselili. Ena taka mizica, jaz in računalnik. Tukaj posla, tukaj pa knjige.